fuck, jaz to moram videti. Kak je tvoj kreativni proces? Moj. To je velika misterioznost. Časih še jaz ne vem, što je ono, if you figure me out, please let me know. Ja. Če imaš kak sveži podatek, se priporočam. Ja, predvsem zame se začne z, kako bi se temu rekel, peace of mind in čas. Torej, prazen prostor, tišina, zelo veliko miru, rabim biti res sama, ker dlje časa, da se mi najprej spuca ven iz glave vse, kar je vsakodnevnega. Ne vem, plačane položnice, to uno, tretje, se veš, ko gre, ne. Mogoče par stvari opraviti, takih ženskih, ne vem, z rožicami se ukvarja, to uno, tretje, da malo pomeditiraš, da se, ne, pa v bistvu narediti tišino na vzuni in na vznoter, zaradi tega, da lahko pridejo ene stvari, ki so pa v globini. Ne, ker iz tam nekako prihaja kreativa. Tako da, tako se nekako začne, pa je v bistvu sam koliko dober, koliko si pretočen v tistem trenutku, ne. Koliko imaš še vedno glavo užgano, ki ti preseka ta tok, ne. To je pač, ne vem, kako bi rekla, energija, ki od nekje druge pride, a ne. Torej, komadi, ko sem jaz recimo, ko pišem svojo glasbo, so momenti, ko je to toliko močno, ta kreativen tok, da pač napišeš cel komad v 10 minutah, a ne. Pa pridejo pa dnevi, ko je pa pač življenje ful bolj pestro še z vsemi ostalimi stvarmi, sicer si lahko vzameš čas zase, ampak v tem toku, ko se ti zgodi, pridejo stvari, ko ti ga konstantno režejo, ne. Zdaj, ali to moja lastna glava, ali ne vem, so to zunanji motilci, ali pač kakorkoli, ne. So različna obdobja v življenju. Nekako pa glasbeniki se mi zdi, oziroma umetniki nasplošno smo celo življenje v lovu za tem perfektnim momentom, ko se nam to vse skupaj poveže, a ne, in da pride res ta naval, ko se ti sam zlije iz tebe ven na papir in je pač zadeva narejena, ali pa risba, ali pa slika, ali pač kakorkoli, ne. Ta nek fokus, ki ga tudi jasna slika, ki jo imamo v tistem trenutku. Pa seveda še borba s perfekcionizmom, a ne. Jaz imam ful to močno, to neko notranjo željo po dovršenosti, a ne. Pa to je glih, se mi zdi, da pri vseh oblikah umetnosti treba najti tisti trenutek, ko rečeš dovolj je, a ne. Ker perfekcionizem sam po sebi, ta, a veš, težnja k temu, da se dovršiš, a ne, je ful dobra, ker boš konstantno napredoval, a ne. Bolj boš raziskoval, razvijal se boš, ampak še vedno je tukaj glasbeniki, zaradi tega imamo dostikrat založbe, producente, ljudi, ki znajo reči, ne, zdaj je pa dovolj, a ne. Ker v bistvu iščemo nekaj, kar se nam v celem življenju dogaja, da bomo dali ven, a ne, rabimo en segment samo dati v tistem trenutku in reči, evo, to je zdaj izdelek mojega obdobja, a ne. Tako da, ful zanimivi so te kreativni procesi, ne. Ja, moj je čist drugačen, jaz v miru nič napišem, jaz sem z namenom pisal, da sem si dal slušalke gor, pa stari punk, pa sem to poslušal. Ful lažje. Stari meni pa ne more prijeti inovacija, če skozi nekaj drugega, veš, zdravo. Meni pa more, pač, oziroma tudi ne, ampak večinoma tudi, ko pišem, ne morem doma pisati v tišini, ne gre ali muzika, ali pa grem ven v ta lokalna poštni Isabela, ko mečejo kelnari glaže po tleh, ko se drugi ljudje poleg mene menijo, ko grejo mimo, ko prije dojenček noter, pa ga opaziš, se mu smejiš, ko je ful kaosa okoli mene, meni pride ven. Zanimivo. Ali pa preden grem spat. Ali pa, ko ne morem zaspat, se mi včasih sam, tako se je rekla, zlije. Sem začnem študirati eno stvar, zdaj sem imel, na primer, to, ko sem govoril o pajzlih. Imam en bit, ko se mi je res zlil tak.
premis je to, da so opazili, ko so opazili, pa ljudje noter mislijo, da so v normalni gostilni. Ne? Ne? Ker pač, če je bilo renovirano lani, ne, niste pijanci, ne, niste. Pač dejansko so taki lokali in to sem dvakrat opazil. Enkrat, ko je ena mi razlagala za en točno tak pajzel, ki je, ne bom povedal, kjer na Koroški cesti je, okay? Sem skoraj povedal. Ampak ona mi je razlagala, tam delala, pa sem jaz bil tek, fuck boga, ne, sem že hotel reči, ful je bilo fajn, ful je bila vred družba, pa tak sam, ne. Takrat sem prvič to opazil, da se dejansko dogaja v družbi. Pa pol še enkrat tudi, ko je podobna situacija bila. Prejšnji mesec grem spat in se mi sam zlije, vse ven, tako se je rekla, ta tok prije, preden sem šel spat in sem pol do 2 samo pisal, prepisoval, sam sebi govoril, to bi bilo pa ritem ful boljši, ali pa to bi lahko to povezal, pa če to dam, sem zlilo se, ven, to se mi je 2krat do zdaj zgodilo, ne, da sem res spisal vse, da ni bilo borbe, ali pa pač veš, temu rečejo komedi, da prvo napišeš punchline, pa napišeš, kako si sploh prišel do njega, ne. Skoga pri komadih, ne? Najdeš v bistvu, ne vem, kako bi rekla, naslov komada ali pa poanto komada, potem pa celo zgodbo okrog njega napleteš. Se mi pa zdi, kar se kreativnega ustvarjanja tiče, da ljudje mislijo pa spet ne, čakajo, da bo ideja prišla, medtem ko bolj ko delaš, več idej pride, ne, na nek način. To sem imela ful priložnost poznati, ker sem v studiu, ne. Torej, ne vem, ali posnet en komad ali pa posnet celo plato, pa biti res v studiu vsak dan 3 mesece po 10 do 14 ur, padeš v čist nek drug fazon, ne. Mene je takrat recimo, je to ful vredna izkušnja, ne, ker ni velikrat, da v življenju lahko si človek res vzel 3 mesece pa samo eno stvar počel, ne. Jaz sem to imela srečo, da sem jo lahko, ne. In padeš ful globje noter, ne, in dlje časa, ko si noter, več nekega materiala začne prihajati, ne. Torej, ne vem, na začetku, ne vem, recimo prve 2 tedna rabaš čas, da se not upelješ, potem pa bolj kot dnevi minevajo in ti vsak dan ponavljaš ta nek proces tega, ne vem, snemanja, odkrivanja, pisanja, kakorkoli že, hitreje in bolj gladko vse skupaj teče, ne. In potem več narediš, ker ne vem, se mi je zgodilo, da sem en komad snemala 2 meseca ali pa celo plato v 3 mesecih. Ne. Ja. Torej, ne, je pa ful fajn, če lahko svoji umetnosti dovoliš, da si vzame čas, da se razvija. Ne. Kar tudi več nimamo možnosti čisto vsakič več. Ne. Ja. Ker kot prvo je to, da itak bi vlekli mi pa razvijali čim dlje, kakor se da, ampak pač po drugi strani je pa zdaj ta biznis plat umetnosti, ki ti enostavno določajo, pač lej, moraš zaslužiti denar, tako da do tega datuma moraš dati plato ven, ne. Ker je tako po nekemu marketinškemu planu narejeno, ne. Ja. Pa včasih je treba dati nekaj ven, kar se zares še ni čist razvilo, ne. Se nikoli ni končano. To je res. Nikoli ni končano, dokler se ne odločiš, da je končano. Sem recimo Bohemian Rhapsody, a ne, so Queeni snemali 1 leto. 1 leto, ja. Zato pa in je še dan danes komad, ki pač tudi ljudje, ki ne marajo Queenov, pač nimajo kaj za reči. Dejansko, mislim, se Queeni so tak band, ne glede kako hudo čudni so še vedno mogoče danes, ali pa so takrat bili čudni kot pojave, so bili najbolj pop stvar na svetu in vsi so jih imeli radi. In od kolega Fotterma dejansko to, sicer je bil peder, kar je narobe pri njemu, ne, ampak je tudi ženske, tako da temu oprostim. Teba, okay. To je njegov izgovor, da je cool. Ja, kar se tiče kreativnega procesa, kak si ga našla? Mislim, da sem že celo življenje zelo lucidna. Veš, ko si pač mejhen, pa se pred špeglom delaš, da si pač na odru, ne? Pa se ti naenkrat to zares zgodi. Zdaj vprašanje, a sem se jaz takrat odločila, da bom to, ali enostavno sem tako močno verjela in se tako močno videla tam, da me je pa življenje tja pripeljalo, ne? Po drugi strani moram reči, da ta cel kreativni proces res brez discipline v bistvu ni skoraj nič. Tukaj sem ful hvaležna moji klasični izobrazbi iz violine, ne?
Čeprav sem imela vmes tista uporniška leta, ko pač so vsi moji prijatelji sezoni igrali, sem mogla pa noter vaditi, pa sem hotela nehati. Mi starši takrat niso dovolili nehati in so me porinili čez ta leta. In danes to ful cenim in sem jim za to v bistvu ful hvaležna. Ker violina in sama klasika te v bistvu nauči tega, kako pristopiti k glasbi, kako pristopiti k partituri, kako pristopiti k temu, da ko vidiš note, pa priješ inštrument v roke, nimaš pojma, kako boš ti sposoben zdaj to narediti. In kako zdaj break it down, zaradi tega, da lahko ti to vse usvojiš in to, da je enostavno treba vaditi. Enostavno je treba vaditi in pač violino je bilo treba vsak dan vaditi. Od uro do 4 ure. Pač ne, tudi takrat, ko nočeš, tudi takrat, ko ti kri teče že iz prstov, pač povijaš in treba vaditi naprej. In isto je nekako z glasom. Ne? Jaz, ko sem potem glas nekako začela, mi je to ful ostalo, jaz sem hodila v klet in sem pač vsak dan pela po 3 ure. In pač to nikoli nisem nehala, ne? Ker to je bil tisti moj balonček, kjer je pa meni vse perfektno. Kjer, ne vem, pač, ker je vse ful lepo. Vse je prav. Ja, vse je prav, točno tako, kot mora biti. Določiš si ti pravila in tam je tako, ti rečeš. Ja. In v bistvu potem znotraj tega časa, ko sem si ga pač vsak dan vzela, je zraven začel prihajati tudi to, da kar naenkrat so začele prihajati neke moje melodije, neka moja besedila. Potem pa sam še to vse bolj usmeriš, itak talent brez dela ni nič. To se strinjam, absolutno. Ja. Ne, obstaja. Eni so 2,10 metra veliki, več, on ima talent za basket špilat. Več kot jaz, ne. Talent obstaja, ampak ja, tako si rekla. Tudi vsaka inspiracija, motivacija ni nič brez discipline, če mene vprašaš. Jaz sem zelo nediscipliniran oseba, ful. Če bi mene pustil nekje, ne bi nič naredil. Zato imam to in si rišem krogece, veliko nekaj naredim. Ne. In to je moja disciplina, to je moja, veš, tu sem bil ful bolj len. Čekaj, da prijem do nekje, ko nisem, evo. Tu pa je bilo ful, ne. In disciplina dansko je tiskati kreativo naprej potisne, če mene vprašaš, koliko sem jaz opazil, koliko sem jaz najdel ta svoj kreativni proces, ki tudi ne znam verjel razložiti, kak je prišel. Jaz sem samo ene stvari začel delati in potem opažal, ker stvari so mi fajn in ker stvari so efektivne v kreativnem procesu. Tako da vsaka mora se sebe najti, tako si rekla, malo si bila lucidna in tu si še vedno. Mislim si, ko si začenjala, si bila lucidna, ampak to svojo lastnost si v kreativnem procesu izpeljala tako, da ti koristi, če prav razumem, ne? Ja, nekako se je, kar da bi se, ne vem, poklopilo ali kaj, ampak jaz sem človek, ko sem bila mehna, so vsi govorili, da sem pač v svojemu svetu cel čas, da hodim po svetu pa sanjam. In nič ne slišim, kaj mi kdorkoli govori, kar se še zdaj baje ponavlja, moj dragi mal znoreva vmes, ker mi 5-krat ponovi kaj, ampak jaz pač ne slišam, pa ne, da ga nočem slišati ali pa da ga ne poslušam, ampak enostavno je ta moj notranji svet toliko močan, da enostavno ne moreš biti pa na 2 koncih v bistvu istočasno, sploh če hočeš res nekje biti, kvalitetno. Torej, pač pa moram nekako, kar še vedno, to je po moje bo to moj izziv do konca življenja, kako si znati ta čas organizirati, ker, kako bi rekla, kreativa si ne zbere perfektnega momenta, Ona pač včasih sam butne, tudi če sem jaz sred nečesa drugega, veš. Ja. Tako da ni glih tako, da jaz lahko ukazujem tej celi zadevi, Je žival, ki ni ukrotljiva. Ja, pošast. Vse je fuluškana, sam je pošast. To si pa tetoviram na hrbet zdaj. Kaj si pa tetoviraš, te pa to bojiš, ja? Zmaja. Zmaja? Ja, pošast, sem rekla. Naj kdo prova ukazati, kaj, če si upa. Jaz sem zmaja na hrbtu, ne bo šlo. Da imaš zmaja na hrbtu, ne bo šlo, da ti ukazujem. Ja, ok, te pa za konec še Jure to vprašanje. Povej kaj o sebi. Ne mi tako vprašanja daj, to ni fair. To ni fair. Če si rekel prej. Opala. Ok. Lahko me kaj vprašaš, Jure, če hočeš. Lahko vprašaš. Koliko benda si imela? Pust me kričati. Boob Jail. Boob Jail je bil... Boob Jail je fajn ime. Je bil ženski blues band.
Okay. Boob Jail. Torej, Boob Jail, Shaking Roots, 40s, Good Vibrations. A sem še koga pozabila? Ne mi zamerite, če me gledate. To je slabo. A? Da sem zajela s tem vprašanjem. Ne, sej je. Pozabiš. Ne, 5-6 pred tabuji. Okay. Jaz sem imel samo en band, pa imeli smo več imen kot komadov. To je kar tipično. En zdaj smo bili The Jews, kao, da smo židi, ne vem zakaj. Okay. Nismo nastopali, ker ste imeli, mi smo se sem pač tak v nedeljo, predtem smo imeli politične debate, v nedeljo v McDonald'su smo imeli debate, kako se nam bo reklo. Pa bili smo Fake Ten kot POUT, da imamo Fake Ten, pa bili smo, ful smo imeli imen, pač, se pravim, če bi imeli to komado, ne bi lahko naredili 2 plate, ampak... Raj imena. Ja. Svem, to tudi s temi imeni, to je isto kreativen proces zadnji, ne? A veš, ta imena dobiti. Ja. Za band, ne, pa zakaj, pa kaj pomenijo, pa kako, ne. To je tudi, ne vem, bili pač momenti, ko sem bila v teh svojih lucidnih sanjah, ko je enostavno prišlo ime, ne. Ja. A veš. Pa se poklopil vse tako, Ja. kako nisem to prej poštudiral, pizda. Ja, veš, So. odkje bi men ratelj se na silo spomnil, da bi dala ženskemu blues bandu ime Boob Jail. A razumeš? Ja, ne gre, mislim, če... Pač ne gre. Ja. To se ne da zračunati, pa matematično dokazati, Ne, ali pa niti nikakor. narediti. Ampak Ne, je, ne da se niti znanstveno dokazati. ja, to samo je. To sem je. Je Dave Grohl je rekel, ne, da pač Foo Fighters ime benda so si izmislili, ko pač je mogel nekaj dati ven, ker je ne, če poznaš one, po Nirvani je šel narediti sam demo posnetek, ko je vse sam posnel, vse inštrumente, Ja. vse vokal in je pač mogel dati ven, da je dal kolegom za poslušati in pač ni vedel, kaj bi pa je Foo Fighters gor napisal. Ne. In je bil prvi album Foo Fighters, band je še zdaj Foo Fighters. Še vedno ima na svet, ful dobro premislite, glede imena benda, pa ne dati nekaj tak neumnega kot Foo Fighters. Ja. Ja. Foo Fighters je drugače izraz ameriških pilotov za neznane leteče predmete. Aha, To je ok. v prvi ali drugi svetovni vojni bilo, ampak je bila, niso bili kao nezemljani, ampak pač vse, kaj niso mogli vedeti, kaj je, ali je to nemško letalo bilo, ali je bilo to neka ruska, ne vem, bla, 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 to so bili Foo Fighters, ja. Potem je to. Ok. Dobro vedeti, hvala. Ja, nisem tudi ful veliko pregledal. A? Ja, top. Veš, to je fajn take zanimivosti vedeti, ne, slišiš vsak dan. Pa tudi nimam se časa zdaj v vsakega posebej spuščati, ne. Se ne moreš, jaz poznam tak 3 bende, pa poznam ful v globino, ampak vse ostalo, kaj pač je, pa je ono ful površno. Tudi komadov poznam tak, imam bende, ko poznam komade 3, pa še ene 4 bi mogoče znal peti, če bi bil na koncertu, pa po 2 pirah, vse ostalo je pa pač ono ful površno, 3 komadi so mi kul, vse ostalo pač pozabim. Jaz nisem tak full music fan, ko so eni moji kolegi, ko vse vejo. Pa jaz sem pa full music fan, sam jaz sem fan glasbe, ne pa tega, da vem zdaj, kdaj se je pevc rodil, recimo. Ne. Jaz sem recimo lahko fanica enega benda, ne vem, že 10 let, pa še zdaj ne vem, kakim je ime sploh. Ker pač ne vem, mene glasba zanima, veš, ne, sej pa si greš kdaj pač pogledati, če že naletiš, ampak da bi šla pa prav zdaj namerno, ok, ta komad mi je še zdaj grem pa pogledati, kdo so te ljudje, kje so se rodili, kaj so jedali včeraj za kosilo, a ne, to mi pač ni toliko. Se mislim, da tako ljudje, vsaj večina mojih kolegov razmišlja. Mi smo full punk rock scena in pač mislim, da je full bolj so brane knjige in so gledani podcasti in so gledani dokumentarci o bendih in bolj take stvari noter vidiš, ne? Tako sem jaz videl to za Foo Fighters, ker pač dokumentarce sem gledal, ker je bilo zanimivo, ker sem pač hotel vedeti, kako ti ljudje razmišljajo. En čas sem imel res, da sem se ciral te ljudi, ni me zanimalo, kak jim je ime, pa če so iz kere zvezdne države v ZDA so, ampak te, kaj ti študiraš sploh, te kot človek, ne? Čeprav dokumentarci o bendah so včasih malo tak, to ste shodili reklamo posnet, ko je dolga 1 uro, ampak ja, mislim, zveš pa, nekdo se je pogovarjal s to osebo, nekaj pametnega je povedala, ne? Ja. Zato sem gledal. Zdaj vsi je cajt, da se lahko z njim pomeni, ne pa tisti 2-minutni. Če ljudi imate dokumentarec, Imamo, Ja. Uro 11, pa 11 sekund je dolg. Wow, na pamet veš. Ja, ker sem videl samo enke, pa sem rekel, ok, bom stisnil zdaj. Ja. Čeprav meni je bil ta prvi boljši, to tabujev, ko je z Nino še sneman. Divje s to bom tabuji.
Na YouTubeu ga imaš. Vem, po imenu sem se On mi spomnil. je zakon. Ker ta njihova mladostniška, Uporniška. ja, pač pizdarje posnete in to je top, ker to je nekak point tabuja, veš. Vsi tisti posnetki, ne s koncertov, ne videospotov, zgledajo tako, da sem full fine. Ja. Tako smo mi s kolegami gledali, smo zgledali, kot da smo full fine, sedaj mi nismo imeli benda, mi smo se pač lamali stvari. Ne? Ja. Isto so zgledali kot gruča ljudi, ki pač se ima fajn, sem še špilajo muziko zraven. Ja, ja. Ful so bili pristni, se ne da zanisne, ampak pač. Takrat so bili šmrkavci še. Ja, oni so bili tudi mladi, ne, vsem se pozna ta razlika starostna med nami, ne, jaz sem stara 26, oni pa, sorry fantje, pač proti 50 kreste, ja, ne. Ja. To se samo uje. Ja. Fuck, jaz to moram videti.